Lep pozdrav, drage dame. Moje ime je Jasna Uklešen, sem make-up artistka, lastnica Karpus Make-up centra in danes se nahajam v tem čudovitem ambientu DM Studia. To je kozmetični salon, frizerski salon. Tukaj tudi jaz prihajam na svoje storitve in tukaj bomo začeli z lepotnimi pogovori z strokovnjaki na tem področju in danes je z mano prva in edina Lorela Flego. Kakšna lepa prezentacija, lep pozdrav tudi z moje strani. Sem super vesela, da sem v tvoji družbi, že vem, da bo to res čudovit dan v družbi lepote, v tem lepem ambientu. Ja, jaz se že veselim, Ja. pa tudi tremo imam, priznam. Ok, Lorela, jaz sem s sabo prinesla nekaj stvari, za katere so mi povedale stranke moje. Jaz sem začela tudi sama sprobavati določene stvari, ne vse, zato imam pa tebe tukaj, da mi boš povedala, kaj ti misliš, ker me resnično zanima, brez dlake na jeziku, Ja. kaj pomeni. Torej, ta prva stvar, jaz zmeraj strankam rečem, preden začnemo z make-upom, je, da poskrbijo za svojo kožo, za svoje zdravje in vse se začne od znotraj. Tako da, daj mi ti povej, kaj ti misliš o tem Zeotexu. Jaz sem ga zdaj začela konzumirati, vem pa, da si ti o tem pisala veliko. Tako da stranke so mi povedale, da si s tem očiščujejo telo. Kaj ti o tem misliš? Ja, v resnici sem jaz naletela na ta produkt skoraj po naključju, čeprav vedno pravim, da v življenju ni nobenih naključij, ne, tako da vsaka stvar pride do tebe v pravem trenutku. Ja. Začela sem kuro predvsem iz radovednosti, pa tudi zato, ker zdi se mi, da, kot si sama povedala, ta lepota je včasih dokaj zahtevna stvar. Se pravi, ni samo stvar make-upa in dobrih krem, ampak tudi tega, kako se počutimo, koliko spimo, ali imamo dejansko zdravo življenje, zdrava prehrana in tako naprej. Za očiščenje organizma, predvsem zato, da iz nas gredo vse tiste slabe snovi, ki jih niti ne potrebujemo, je ta čarobni prašek, pravim jaz temu, res izvrsten in moja izkušnja je zelo, zelo pozitivna. Kar me je tudi navdušilo, je to, da je popolnoma brez okusa. Jaz sem namreč zelo občutljiva na tiste slabe okuse, ali če je stvar, denimo, preveč sladka, pa jo jemlješ ravno zjutraj, pa preprosto te zmoti to, preden, ker si pač s praznim želodcem. Je popolnoma brez okusa, enkrat na dan in kura lahko kar traja in traja. Torej zelo, zelo prijetna stvar, ki dejansko nam pomaga, da se pravi, da imamo lažjo prebavo, da se bolje počutimo, da vse te slabe snovi gredo iz našega organizma, se pravi, nekako očistimo kožo že od znotraj in to se mi zdi super. Zeotex pa nam ponuja tudi to kremo, ki jo sicer osebno sem sprobala enih parkrat, ampak je mogoče bolj krema za problematično kožo. Jaz, hvala Bogu, nimam teh težav, sem pa jo takoj podala svoji hčerki, ker se počasi začenja puberteta in kot vemo, je to zelo posebno obdobje v življenju, ko je koža tudi precej nečista, se pravi prvi mozolčki, te črne pike, zaprte pore in tako naprej. In je ta krema zelo, zelo hitro pomagala, se pravi, postavi neko novo ravnovesje in poskrbi, da je koža takoj res že po enem tednu veliko bolj sijoča in tudi čista. Tako da tukaj sem bila res popolnoma navdušena in zdelo se mi je, da je ta kombinacija res zelo, zelo dobra. Sicer je pa ta krema mišljena za vse, tudi za nas in tudi za neproblematično kožo. Ok, meni so rekli, da je tukaj noter, a je to mineral ali kaj je to? Ja, res je. To je neke posebne vrste mineral. Res je, baje, No. ja. In narejene so bile tudi zelo zanimive raziskave. Če greste na internet in malo pogledate, kaj in kako s tem zeolitom, se odpre res cel svet novih in nekoliko manj novih raziskav, ki so dejansko pripeljali do tega produkta. Ta produkt je bil tudi zelo visoko rangiran in nagrajen v Ameriki, tako da ni larifari, ampak je dejansko stvar, ki deluje in mislim, da so tudi temelji ta pravi. Vedno, ko jemljemo te stvari, je treba paziti, od kod prihajajo, kaj vse stoji za tem, koliko je marketinga, koliko dejansko deluje. Moja osebna izkušnja je pa zelo pozitivna. No, meni so rekli, da si naprimer pred barvanjem naredijo masko za lase, dajo to gor, potem pa dajo šele barvo na lase, zaradi tega, ker baje te strupe vam vleče iz barve. Res je, to ni samo barva za lase, to so pravzaprav tudi kreme ali pa maske, ki jih uporabljamo, ker vedno so notri tudi snovi, ki niso morda najbolj koristne za kožo ali pa za naš organizem in je kar dobro, mislim, dobro bi bilo imeti
čarobno palčko, ki to vse odstrani, ker je to pač nemogoče, si potem pomagamo tudi s takimi stvarmi, kot je ta zeolit, da dejansko odstrani tiste snovi, ki niso najbolj koristne za kožo. No, super, evo, to je ena taka stvar, ki jo imam jaz doma, tako da zaenkrat še sadje s tem. Aha, ja, res je. Ja, ampak bom poskusila potem še z ostalimi stvarmi. Zdaj imam pa tukaj kolagen. Kolagen je ena taka stvar, ko jo tudi jaz konzumiram za lepšo kožo, zaradi tega, ker pač raven kolagena z leti usiha in zaradi tega potem tudi koža usiha. Tako da, a imaš ti kakšne izkušnje s temi kolageni? Torej, kolagen je super stvar, zato ker z leti vemo, da ga je vedno manj. Kolagen je povezan tudi z gubami, s tem, da koža postane nekoliko bolj suha in ima ta videz stare ali pa ostarele kože. Seveda, danes imamo veliko pripomočkov, ki nam pomagajo v tem boju proti staranju. Jaz sem vedno za, da sprobamo vse in da si pomagamo, ker je res lepotna industrija zelo veliko napredovala. Kolagen je super, če je tekoč, to je moja izkušnja, zato ker ga prej v bistvu jemljemo in tudi lažje jemljemo. Kot vsaka stvar pa potrebuje nekaj časa, da deluje. Se pravi, vedno, ko sem delala razne intervjuje s strokovnjaki na tem področju, so mi povedali, da največja napaka, ki jo naredimo ženske takrat, ko jemljemo to vrste stvari, je to, da prehitro odnehamo. Ker pričakujemo rezultat danes do jutri, ker mi živimo v zelo hitrem času, ko je vse takoj in zdaj. Ampak včasih za te stvari pa res potrebujemo daljše obdobje za to, da vidimo, če to dejansko deluje. Kolagen vpliva, se pravi, ne samo na kožo, tudi na nohte, na lase, vpliva na veliko različnih faktorjev, da pa zaznamo tiste prve dobre oziroma dolgotrajne učinke, pravijo 6 mesecev. Tako da je to kar dolgo obdobje in se moramo tudi navaditi na produkt in dejansko narediti si iz tega neko rutino. To se mi zdi super, ker jaz sem ženska, ki obožuje rutine, všeč so mi stvari, ki se ponavljajo, ker me po eni strani tudi pomirjajo in super se mi zdi, da imamo take stvari, ki jih lahko dolgo časa jemljemo. Super, evo, jaz tukaj noter vidim, da je tudi hialuronska kislina. Zdaj, mogoče ženske ne vejo, zakaj sploh hialuron je. Hialuron je zadeva, ki veže vodo nase, zaradi tega je koža tudi bolj nahidratirana in je zaradi tega tudi bolj sijoča. In zaradi tega so meni taki izdelki všeč, ki imajo potem tudi te stvari noter. Pa vidim, da je C vitamin, pa B vitamini so noter, tako da to je ena fajn stvar, ki bi jo mi lahko probali. Ja, absolutno. Na zdraviti s kolagenom. Pa če bi res. No pa dej. Tega pa okusa še nisem probala, da vidimo. Verjetno je tole merca, ne? Ja. A čva kar polno? Ja, 2-krat. Za vsak slučaj. Bomo takole naredili. Okay. Evo. Pa se bom dala malo več. Jaz sem prava gostiteljica. Ja, ampak res, čim, draga. Na naju. Dober okus. Ja. Res je dober, sade. Dober. Ok, greva naprej. Prav, pa dejva. Kaj pa je tole? Tole je pa maska za obraz, sigurno, ne? Ja, to je ena izmed najboljših mask, ki jih trenutno najdete na trgu. Zdi se mi pa super tudi, da izpostavimo to. A si še vzela kolagen? Ja, okay. Si me videla. Ja, sem te videla, ja. Ena izmed najboljših tudi v smislu ravnovesja med ceno in kvaliteto. Zelo fajn japonska znamka, ki jo nekatere ženske vidim še ne poznajo, ampak vedno je dobro, če malo brskamo po policah in tu in tam najdemo tudi kaj novega, ker drage stvari niso vedno sinonim za kvaliteto. Marsikdaj je tako, da plačamo embalažo, ikono, ki je predstavnica tiste določene blagovne znamke, reklamne kampanje in tako naprej. Včasih pa se zgodi, če imamo res srečo, da obstajajo da pridejo na trg tudi taki produkti, ko ne stanejo celo premoženje, so pa zelo, zelo dobri. Jaz sem zelo velika oboževalka, fenica mask za obraz, zato ker zdi se mi, da po napornem dnevu mogoče je krema navadna za obraz skoraj premalo. Se pravi, da si naredimo tisti obred, da malo počijemo, da mogoče pride nedelja, pa en takšen dan v tednu, ko je vse nekoliko bolj mirno in čas teče nekoliko bolj počasi, da je super fajn, če si naredimo kakšno masko, še prej dober peeling in res uživamo in spet je to en obred. Maska zelo dobro napojena, se pravi veliko tekočine, veliko snovi na tej maski, 15 minut na obrazu, ampak tudi več nič ne škodi. In je super tudi kot podlaga za make-up, ker koža ni nikoli premastna, ampak je
prav tako fajn nahranjena in vlažna, tudi dovolj vlažna, mehka koža, taka sijoča. Tako da je super tudi kot podlaga za make-up. Vidim, da je noter tudi hialuronska kislina. Spet smo tam. Tako, o tem smo prej govorili, da hialuron vodo veže nase in je zaradi tega koža bolj nahidratirana. Sem pa jaz to znamko prvič opazila pri meni v šoli, v akademiji, ker so učenci prinesli to. Tako da jaz jim dopuščam v šoli, da pač prinesejo tudi svoje stvari in sem opazila tole znamko. In kakšen je bil njihov odziv? Ja, super, ne? Super, ker ne uporabljajo samo te maske, ampak uporabljajo potem tudi serume, Serum je zelo naprej, dober, ja. No? Res je. Ja. Tako da zdaj bomo začeli. Jaz sem vedno za te teksture, ki niso preveč mastne, ne? Ker včasih imamo občutek, recimo ženske, ki imamo že svoje leta, pa so prisotne te male ali pa večje gube, da če je krema zelo, zelo mastna, potem več deluje. V resnici pa zna biti tako, da samo zamaši pore in imamo ta občutek površinskega v bistvu nekega vlaženja kože, ampak v resnici ne pride notri, tako kot bi moralo priti in ni niti pravega učinka. Tako da super mi je takrat, ko imam na sebi kremo, ki mi omogoča normalno življenje. Se pravi, ne da sem potem super masna ali pa taka kot iz olja, veš kako, tudi puder potem pač ne morem matirati tega videza in si cel dan svetlikajoč, kar ni dobro. No, dostikrat mi rečejo mlajše generacije, da one pa ne rabijo kremc, pa ne rabijo nič, ampak jaz jim vedno rečem, da nega kože je investicija vase, ker potem po 40, ko začne to vse dol padati, južno, dejansko si lahko kupaš leta s tem. Tako da sama nega pa priprava kože je bistvenega pomena za make-up tudi v mlajših letih. Ja, jaz mislim, da so ta mlada dekleta drugače kar informirana, predvsem zaradi interneta in vseh teh raznih portalov, tutorialov in tako naprej. Tako da mislim, da je ta lepotna industrija napredovala, pa tudi ženske so napredovale s tem, kar se mi zdi super. Je pa, tako kot si rekla, to investicija za vse čase. Se pravi, nikoli ni vržen denar stran, ko nabavimo zase, ne vem, dobro masko ali pa, ne vem, peeling, kremo za obraz. Skratka, to so tiste osnovne stvari, ki jih res moramo imeti. V glavnem, to sem hotela tudi povedati, da dober spanc je pa itak pika na i pri sami lepoti, tako da tukaj imamo ulala. Ulala, kako fajn deluje, ulala. CBD, razpršilo. Tole še nisem probala, priznam, ampak sem pa slišala, da je pa to res harmoničen spanec, tako kot le piše. Si ti že probala? Nisem probala, verjetno je notri sivka ali pa kaj takega, ker te stvari običajno za spanec so tako, jaz vedno pravim, na pol magične. Veš, ko greš spat, si daš tisto lepo pižamo, so rjuhe čiste, spalnica cela diši in potem še dodaš to za lep spanec in po mojem deluje. Imela sem raznih teh pripomočkov doma, ne ravno ulala, nekaj drugega. Ampak vedno sem bila zelo, zelo navdušena. In moram reči, da je super stvar tudi tako družinsko gledano, se pravi ne samo za nas ženske, ampak za celo familijo, pa tudi če imamo otroke doma, ko morda teže zaspijo, včasih pravljica ni dovolj, potrebuješ še kaj. No, evo, vidiš, če bi jaz vedela tole, ko so bili moji otroci majhni, bi sigurno imela celo paleto tega. Vse to se jaz hecam, to ni ulala, ampak je ulala, ampak ima verjetno tak učink ulala, ker bom jaz danes dole sprobala. Kvaliteten spanc je zelo pomemben za lepoto, tako da povej, kaj ti misliš o tem? Jaz mislim o tem, da vedno beremo vsaj 8 ur, naj bi spali, ampak marsikdaj je to znanstvena fantastika za ženske, ki delamo pozno po noči, smo na računalniku, na mailih in tako naprej. Zato se mi zdi, da tudi če spimo 6 ali pa 7 ur, kar ni optimalno, ampak naj bo ta spanec ta pravi. Torej, če imamo kaj takega, da si lahko pomagamo, zakaj ne? Konec koncev gre za naraven pripomoček, ki prav gotovo ne bo škodil. Danes lahko to sprobamo, glede na to, da smo samo 5 ur spali, bomo sprobali tole, da vidimo, če deluje. Zmenjeno. Zdaj gremo pa k make-upu, ker kožo smo obdelali, ker najprej mora biti koža lepa, sijoča, nahranjena, pripravljena in potem začnemo z make-upom. Zdaj imam jaz tukaj par takih osnovnih stvari, ki pridejo prav vsaki ženski. Velikokrat me sprašujejo, kako se zberejo blushi, kako se zberejo pudri, same barve. In jaz jim priporočam, da vedno gledajo ta podton kože. Če imajo topo podton, zberajo potem tople odtenke tudi blushov. Tukaj imamo en tak topo podton
blusha in to gre na take olivnate poti. Če je podton bolj hladen, potem lahko zberemo take hladne. Kaj ti meniš o tem? Ja, jaz menim, da je to v bistvu izbira pravega pudra, blusha ali pa korektorja je v resnici zelo zahtevna stvar. Včasih so skozi nam govorili, da puder, recimo, da je to tista točka, ki je najbolj primerna za puder, ampak vemo, da temu ni tako. To je super točka za to, da ugotovimo, kakšen je naš podton na podlagi žil. Torej, če so bolj take modrikaste, modre barve ali pa zelene barve. Na podlagi tega vemo tudi, kakšen je naš podton kože, če smo kdaj v dvomu. Puder je pa pomemben na obrazu in vedno sem občudovala make-up artiste v zakulisju modnih revij, ko mažejo ta dekleta, manekenke, ki so po pravici povedano zelo, zelo mlada. Se pravi, to so punce stare 16-18 let, niti ne bi potrebovali pudra, ampak ne maže se nikoli obraz v celoti, samo ta srednji del, predvsem ta T-cona in mnogokrat v zakulisju revij celo z korektorjem oziroma z nekim highlighterjem. Se pravi, niti ne puder, zato da se ustvari ta zelo, zelo lahek učinek. Se pravi, ne puder kot maska, kar že zdavnaj ni več v modi, ampak puder kot nekaj izredno lahkega. No, prosti, da te prekinjam, ampak ravno to sem razmišljala, ko gledamo zdaj ogromno deklet po cesti, ki hodijo, predvsem te mlade, ki spremljajo YouTuberje, Instagram, ponavljajo te make-upe in potem gledam ogromno teh mask, ki hodijo, je to totalno, če mene vprašaš, preveč. Točno to, tako kot si rekel, to je v trendu, da zgledaš, da nimaš nič gor, je pa res, da mlajša dekleta nimajo take problematične kože, oziroma nimajo teh pigmentnih madežev, nimajo podočnjakov, sivkastih. Tako da pri starejši koži je to čisto drugačne. Ja, jaz mislim, da pri mlajši generaciji morda je nastala ta zmeda med tem, kar je realno življenje in kar je tisto umetno življenje, bodi si pred kamero ali pa za Instagram, za Pinterest in tako naprej. Takrat lahko, dejansko tudi jaz, ko sem pred kamero na televiziji, je ta make-up čisto preveč za vsak dan, ker je prilagojen kameri ali pa fotoaparatu. Zdaj, če bi jaz gledala te tutoriale, ko je res 5 slojev make-upa, dejansko bi bila kot beneška maska. In to spet ni okej, zaradi tega, ker so poudarjene gube. V bistvu zgleda starejši kot v resnici si in to ni nikoli dobro, če tudi imaš 20 let. Ker kamera dejansko požre 40% make-upa, ne? Tako. V resnici pa zgledaš kot maškara. Tako, je pa čisto drugo življenje pred kamero ali pa realno na ulici. Zato tukaj moramo zelo paziti. Če pa se vrnem pudrom in blusherjem in tako naprej, denimo za pudre, moja izkušnja je, da je težko najti puder v smislu, to je en produkt in zdaj ta produkt je super zame za celo življenje. Kot prvo se koža neprestano spreminja. Spremenimo se tudi me v smislu naših potreb, ker včasih je življenje bolj lahkotno, pa smo več zunaj, pa manj v službi, drugič pa smo super obremenjeni z nekim prostorom, smo neprestano notri, imamo sestanke in se pravi, vsi ti produkti morajo biti temu prilagojeni. Marsikdaj je tudi tako, da tisti pravi puder v smislu odtenka nastane takrat, ko pomešamo 2 ali pa 3 različne odtenke nekega pudra in dobimo odtenek, ki je pravi za nas. Nič narobe, ampak vaja dela mojstra. Se pravi, gremo v parfumerijo in dejansko sprobamo kar na obrazu, kako deluje puder oziroma kakšna je tista prava barva za nas. To tudi jaz svetujem mojim strankam na DM akademijah ličenja, ki smo jih imeli zdaj skozi leta. In svetujem, da si kupijo 2 odtenka. In sicer enega svetega, enega temnega in jih potem mešajo čez vse te letne čase. Še posebej tiste, ki v bistvu ne uporabljajo ogromno make-upa. Ker pudri jim bojo zastarali. Puder ima eno življenjsko dobo, moraš ga imeti v normalnih razmerah, temperaturah, zato da ne postane, da se ne pokvari, da ne postane žavtovo, ko se temu reče. In zato, da res ga uporabiš, jim svetujem, da si kupijo 2 in jih mešajo čez vse te letne čase. Tako da nikoli pa na roki ne zberamo pač odtenka, ker roke nimajo veze z obrazom sami. Res je. Zanimivo, odkot pride ta mit s temi rokami, pa z vratom včasih, ne vem s čim, ampak dejansko je obraz tisti, ki je izpostavljen. Obraz je, ampak jaz jim zmeraj tako rečem. Zdaj je odvisno tudi, kako si oblečen. Če imaš ti dekolte, pa roke vzune, potem gledaš celo telo. Potem jaz probavam puder kle. Takole. Če imam pa puli, pa imam samo obraz vzun, potem ga pa sprobavam kle.
res je. Tukaj le. Tukaj le, ja, pa paziti na vse te cone, ki ustvarjajo določeno senco, ne, se pravi na brado, vrat, niso ta prave cone za puder. Vedno gledajte na tisto cono, ki je najbolj izpostavljena, se pravi dejansko čelo, brada, lica, to. Ja. In tukaj imam en concealer, to je v bistvu korektor, ki se ga lahko nanaša pod oči. Sem se zdaj spomnila, da ženske pretiravajo z temi ličili v smislu, da dajo, tako kot smo se prej pogovarjali, 2 kile pudra gor, zato da zakrijejo podočnjake. Če so, ne vem, modrikasti, sivkasti, potem dajejo pretežke plasti pudra gor. Jaz jim pa vedno rečem, da morajo barvno nevtralizirati te stvari z zelo tankimi sloji. Ker obstaja tak barvni krog, ki se ga poslužujejo vsi kreatorji, slikari in tako naprej, in tudi mi. In tam boste videli te nasprotne barve, ki so si, te neutralizirajo tako nepravilnosti. Tako da, če imate sivkaste podočnjake, potem jih s takimi lososovimi barvami nevtralizirajo. Če so pa mogoče modrikasti, potem pa s temi rumenkastimi. Res je. Imamo tudi ta trend, ki prihaja spet iz Amerike, ta baking trend, ko jaz pravim, je v realnem življenju spet nemogoč. To je ta panda učinek, se pravi, ko imamo preveč belega okoli oči, v smislu ta svetla barva nas pomladi. Ja, ampak najboljši prijatelji so potem čopiči, da poskrbimo, da se v bistvu ta efekt ne vidi, da se izgubi, da se nekako spoji s pudrom, da nimamo samo belo okoli oči, ker dejansko ne pelje nikamor in tudi ni lepo za videti. Je pa korektor, recimo stalnica v moji torbici, pa tudi v omari v kopalnici, zato ker zdi se mi, da s korektorjem lahko res marsikaj naredimo. Če ste ljubiteljice konturinga, ampak tako na zelo, zelo rahel, easy način, je super tudi denimo za konico nosu, za brado, za to T-cono, seveda tlele pod učkami. To so vse take cone, ko je dobro, če so nekoliko svetlejše, ampak malo svetlejše, morda za 1 ali pa 2 tona. S tem lahko res dosežemo veliko. Predvsem pa, če imate kakšno fotografiranje, ste pred snemanjem, pred fotoaparatom, kdaj tudi kakšen dober selfie na Instagramu, je vedno dobro, da, tako kot nas učijo tutoriali, da imamo malo več pudra oziroma da je tekstura malo bolj gosta. In v tem primeru je korektor res super. No, zdaj, ko se glih pogovarjamo o osvetljevanju, velikokrat vidim, da ženske zamenjujejo osvetljevanje, mislijo, da se to s korektorjem dela. Jaz govorim zdaj o teh osvetljevalcih, ki so metalik za ličnične kosti, naprimer. Jaz rečem, da to lahko naredite tudi s tole paletko, če nimate osvetljevalca in uporabite tele svetle highlighterje za predele na ličničnih kosteh. Nikakor pa ne gremo not v podočnjaček s temi osvetljevalci, ki so metalik. Mora biti ta predel, je fajn, da je bolj materan. Zaradi tega, ker drugače spotencira podočnjake. Vse te izbuklince se spotencirajo. Vedno je stvar ravnovesja. To si zelo lepo povedala, ker včasih, recimo tudi meni so všeč bleščice in vse to, kar se lesketa. Vemo pa, da so te bleščice zelo pogojene z leti. Se pravi, starejši kot si, manj si jih da zaradi tega, ker poudarijo vse gube. Torej, osvetljevalec da, ampak tako kot ga imaš ti zdaj na sebi, ko je res zelo, zelo rahlo, verjetno si to tapkala tukaj na lički in to je to. Ker če pretiravamo s tem, je pa spet to lesketanje, ki poudari vse tiste napake na obrazu in ni fajn. Mogoče osvetljevalec tudi na tem srednjem delu veke, zato da zelo dobro odpre oči, predvsem za ženske, ki niso več rosno mlade, je to super, zato ker optično poveča veko in naredi ta učinek zbujenosti. Pravim jaz, da si že zjutraj tako zelo, zelo svež. A ti vedno uporabiš vse sence v paleti, ker jaz strankam svetujem, ker ne vejo, kaj bi s tem naredile, da ne rabijo vse sence uporabiti, ampak pač skombinirajo 3-4 barve, pač svetle dajo v notranje kotičke, temnejše na zunanje in potem se igrajo čez dan. Lahko pa te highlighterje uporabljajo tudi, tako kot smo rekli, za ličnične kosti, pa na konico noska, pa nad ustnico gor, zato da so bolj prvihane. Daj mi povej, a ti vse to uporabiš? Ne, absolutno ne. Vedno je kakšna barva, ki ostane. Sploh, recimo v tem primeru moram reči, da je ta paleta zelo hvaležna, zato ker so naravni odtenki, so highlighteri in potem recimo smoky eyes lahko tudi dosežemo s temi temnejšimi barvami. Če pa nabavimo paleto v barvah, ko je gor, ne vem, viola, oranžna, zelena, modra, je seveda vedno kakšna barva, ki ostane. Mogoče pa tudi tako, da nam je všeč samo ena in samo tisto uporabljamo neprestano. Tudi to se zna zgoditi, ampak zdi se mi, da niso to velike investicije, ne stanejo celo premoženje te palete. Zato
če tudi imamo več palet doma in po enem letu ali po 2 letih preprosto zamenjamo, ni nič hudega. Nikoli pa s tem občutkom, da vse barve pridejo prav, ker vedno je notri kakšna, ki jo težko uporabljamo. Denimo v tem primeru jaz bi to zelo temno barvo izredno težko uporabljala, ker denimo je morda za te zunanje kotičke ali pa namesto eyelinerja, ampak je lažji eyeliner v svinčniku, da samo potegnemo črto. Tukaj moramo biti že zelo, zelo zvrzirani. Ja, res je. Pa veš, kaj jim tudi priporočam, ker ta paleta je res taka vsestranska. Te barve rjavkaste se lahko uporabljajo, seveda mat, tudi na obrveh. Ja, res je, to pa res. S pravim čopičem. Tako, s pravim čopičem. Se pravi, za blondinke je ta primerna, za kakšne rjavolaske je pa ta primerna. No, vidiš, to temnejšo morda bi lahko jaz uporabila prav za obrvi, nisem pomislila na to. Ja, super na svet. No, vidiš, koliko smo mi pametne. Ja. No, ko smo že glih pri obrveh, zdaj gledam te barve. Jaz bi sama sebi svetovala, ko bi bila mlada, zdaj so zelo popularne take goste obrvi, čim bolj naravne, čim bolj buši. In ko sem bila jaz tam v 90-ih zelo pametna, sem si jih zelo populila v črtico. Hvala enako. In niso nikoli več zrasle nazaj, take, ki so bile. Jaz pa sem imela srečo, ampak to so bili čisto drugačni časi in vse ženske smo bile tako malo začudene z temi okroglimi obrvmi, res skozi s pinceto, skozi rihtati nekako te dlačice, ki nam niso bile ravno najbolj všeč. Smo naredile veliko napako in tudi marsikdaj veliko škodo. Obrvi so pravzaprav zelo, zelo nežna in delikatna stvar na našem telesu. Ravno včeraj sem imela v studiu strokovnjakinjo na tem področju, ki se ukvarja res samo s tem in mi je vse obrazložila, kako zmerimo dolžino, gostoto, kako je treba paziti na barvo, kakšno barvo las imamo, kako je treba slediti tudi naravi, ker marsikdaj ženske si ne vem, zakaj imamo to željo, da imaš, ne vem, ravne lase, pa hočeš imeti skodrane, imaš skodrane, pa si želiš imeti ravne. In pri obrveh je zelo, zelo pomembna zgodba. Se pravi, nekaj, kar morda ni niti skladno z obrazom. Tako da v mladih letih je bila to ena izmed napak, potem smo imeli te trajne. A si imela trajno? Ja, sem jo imela. Prijela mi je točno ob glavi. Zato imam še zdaj take lase. Ampak res smo, kemija je bila povsem drugačna in ni bilo nobenih naravnih teh pripomočkov in vse je bilo tako zelo agresivno. Ampak takrat je bilo v modi. Ampak so bili prav te minivali v modi. Minimali, čeprav mislim, da se zdaj ta trajna spet nekaj pojavlja nazaj. Ne, upam, da ne. Sem jih gledala zadnjič Dolce & Gabbana revijo in spet te nizke hlače in trebuški zunaj, sicer te manekenke seveda super fitne, ampak v realnem življenju vemo, da je to znanstvena fantastika. No, ko se glih o trendih pogovarjamo, sem tudi jaz nekaj zaznala, da spet te obrvi iz 90-ih nazaj prihajajo, tako da mogoče bom celo v modo prišla. Prej ali slej, prav gotovo. Zdaj pa trepalnice. Poglej, tukaj imam L'Orealovo Lash Paradise maskaro, ki pa je take dolge trepalnice naredi. Ja, to je pravi hit. Sicer pri maskari je vedno tako, da je zelo v mojih očeh odvisno od ščetke. Nekatere ženske so za tisto plastično, veš, čisto brez dlak, meni pa je kar všeč, če je ta ščetka taka gosta, da je veliko maskare gor, ker če tudi ne uporabljamo nobenih drugih pripomočkov, se pravi, ne maramo senčk, ne maramo svinčnikov, nič, trepalnice pa morajo biti urejene. Jaz se pravim, trepalnice so pika na i pri make-upu. Tu, če nič drugega ni, jaz pravim trepalnice, dobra maskara, to je to. Ja, res je. In to je v bistvu v vsaki sezoni, po zimi, pa tudi poleti, sploh poleti, recimo, ko imamo malo manj make-upa na sebi, trepalnice morajo biti res urejene. Sicer smo v nekem obdobju, ko so v modi tudi barvite maskare, zdaj jaz pravim, da mogoče črna je tista, ki še najbolj poudari pogled, ne glede na to, ali imamo svetle ali pa temne oči. Super pri tej maskari je tudi to, da ima dobro ceno. Tako da si jo lahko res privoščimo in pazimo pa takrat, ko postane suha, preprosto jo treba zamenjati. Nimamo kaj, ker nastanejo potem grudice, če je koža nekoliko bolj masna v tem predelu, vemo, da se vse poslika, pa tudi ni v redu, tako da maskara je vedno tista prava investicija. In ko me že sprašujejo vedno, katera je fajn za občutljive oči, vidim, da je ta prav narejena za občutljive oči. Ja, jaz imam mamo, denimo, ki je alergična na vse živo in to lahko mirno uporabi. Ona ima vedno res veliko teh produktov prav iz lekarne, ampak to je ena taka maskara, ko ne povzroča saj njej nobenih težav, tako da verjamem, da je okej. To je vse paket v enem. Intenzivna formula, naredi dolge trepalnice, goste trepalnice, pa še za občutljive očke. Ja. Superca. Zdaj pa gremo na ustnice.
ki jih jaz nimam. Zato bom tebe vprašala. Jaz sem zmeraj problem pri šminkah, ker jih pač ne uporabljam, ker ust nimam. Res? Ja, zato tudi jih pustim. Ni res, da jih nimaš. So manjša. Temu se reče, da jih ni. Ne. Zato vedno uporabljam svetlejše šminke, če se že moram mečkati našminkati. Klemam pa po roki Velvet Matte, od Max Factorja Lipfinity šminke. Mislim, da sem jaz zaznala, da so bile to prve šminke, ki so bile obstojne. A kaj veš o tem? Torej, Max Factor je sploh strokovnjak na tem področju. Vemo, da je to tudi kozmetika, ki se uporablja v filmski industriji, kar ogromno pove o tem, o kvaliteti v bistvu same kozmetike. Lipfinity je šminka, ki jo imate 24 ur na dan in je še vedno na svojem mestu, kar se mi zdi super, tudi v času teh mask, ki jih nosimo. Zato, ker vemo, da v bistvu pod masko se marsikaj dogaja. Vseeno se pogovarjamo, dihamo, te šminke postanejo zelo hitro pač ne take, kot so bile na samem začetku, sploh še niso kvalitetne. Tako da je super, da izberemo morda tudi formulo, ki je nekoliko bolj matirana, ne preveč bleščeča, ker če imamo lip gloss in če še masko, vemo, da to ni prijetno zaradi maščobe, da učinek ni ta pravi. Kar se tiče pa samih ustnic, če oblika ni ta prava, svinčnik lahko naredi marsikaj v smislu, da pridobimo malo volumna. In danes smo tudi v polnem obdobju ombre tehnike za ustnice, se pravi, da uporabimo nekoliko več barv, običajno 3, se pravi svinčnik v eni barvi, šminka v drugi, svetu odtenek, spet tretji odtenek, zato da nastane ta učinek večjega volumna. Se pravi, sploh ta sredinski del naj bi bil svetlejši. Tudi na to temo je kar nekaj tutorialov in mogoče se sliši zdaj zelo kompleksno, komplicirano, kako zdaj 3 različne šminke, ampak v resnici je to zelo, zelo enostavno. Je vedno ta tehnika barvanja, ki jo uporabljajo tudi slikari, konec koncev, in vedno funkcionira. No, to je zdaj eden od trendov, jaz pa pravim, da je to ena osnova make-upa, če hočeš ustnice povečati, pač svetliš sredinski del. Me pa dostikrat vprašajo, kakšne svinčnike zberem, ali so svetlejši ali temnejši. Ali se zbere ista barva svinčnika za obrobo, ali pa rahlo temnejša, nikoli svetlejša, zaradi tega, ker mora biti sredinski del tisti, ki je svetlejši, da izgledajo ustnice bolj polne. Res je. V 80-ih in 90-ih je bil svinčnik temen, to je že ena napaka. Temno rjav. Zdaj sem se spomnila temno rjav in so bile res gomaške. No, in zdaj se mene predstavlja zdaj s tem, za mojo maturo. Ker sem vse sošolke, jaz ličila in smo bile vse z unim temno rjavim. No, se to je bil nek trend, ampak recimo zame... Zelo sem bila v trendu. Zame je vedno ključnega pomena, da je svinčnik za ustnice, tako kot za oči, predvsem mehak. Me strašno motijo tiste trde teksture, ko v bistvu se že skoraj poškoduje za to, da nastane neka enakomerna črta. To je včasih kar problematično in vedno gledam na vse te stvari, kot da so nek objem za našo kožo, za našo lepoto, za naš organizem. Se pravi, nikoli stvari, ki zahtevajo neko trpljenje še zraven. Make-up je zelo lep obred, zato je dobro, da izberemo stvari, ki imajo neko prijazno teksturo, da imajo tudi, kar se tiče samih vsebin, da so kvalitetne in da so prijazne za nas, za kožo, za obred. In ko smo že glih pri teh teksturah, dostikrat me sprašujejo, kakšen svinčnik zbrati, ker ne obstaja samo ena formula, tako pri ustnicah ali pa pri obrveh. Mogoče je fino zbrati bolj masten svinčnik za ustnice, pa čim trši potem za obrvi, da se obrvi ne packajo. Ker če bomo dali gor na obrvi masne svinčnike, bomo potem... Res tudi to. Ne bomo o imenih, ampak vse vemo, koga mislim. Mogoče zame je recimo še en tak pripomoček, ko se mi zdi super, da ga imamo, je gel za obrvi, ker jih zelo dobro fiksira. In takrat, ko nimam več gela, preprosto vzamem staro maskaro, jo očistim z milom in z vsem, pošpricam z lakom za lase in samo razčesam te obrvi, tako da ostanejo, da so vedno na svojem mestu in je to tudi en tak zelo, zelo enostaven trik. Plus lak za lase ima notri en tak lesk, ki deluje zelo, zelo naravno in če so obrvi lepo pobarvane, se pravi v neki barvi, ki spominja na lase, je potem res super. Ti si res prava poznavalka, veš? Ja, vidiš, jaz eksperimentiram skozi. Ja, to
mi delamo vizažisti, evo, vidim. Da si pa res bila na vseh modnih revijah, pa videla te stvari. Marsikaj videla. Veš kaj, v zakulisju revij vidiš v bistvu, kako teče ta svet lepote, kakšni so trendi, kako se spreminjajo stvari, kako se spreminjajo ženske, kako včasih so bili make-upi, ne vem, v 90-ih letih res zelo, zelo izraziti. Videlo se je na 100 km, da je make-up. Danes je vse naravno. Čeprav, ko ti pogledaš te pulte make-up artistov za naraven make-up, je gor 100 različnih produktov, ni da sta dva. In ti da to veliko misliti o tem naravno v smislu, da se poigra z naravnimi toni, zemeljskimi toni, ampak hkrati je kar nekaj produktov. Se pravi, za nov make-up je dejansko kar veliko dela, ne? Je zelo težko ga narediti. Res je. Podlaga je pa tista vedno, se pravi, osnova za vse, da je zdrava koža, sijoča koža, da se me počutimo dobro v sebi, ker se to absolutno zelo, zelo vidi in potem vse ostalo. Daj mi povej, kdo narekuje trende, te, ki jih potem vidimo na modnih revijah? A se to make-up artisti izmislijo ali to iz ulice prihajajo? Običajno je to sinergija med kreatorjem, ki nekako si zamisli obleke za modno revijo in make-up artistom in potem še artistom za nohte, ker je to spet drugo področje, in frizeri skupaj ustvarijo neko podobo, ki se navdihuje po preteklosti, če je pač tak navdih pri oblekah ali pa po sedanjosti, po bodočnosti, zelo, zelo odvisno, ampak je to vedno ena sinergija. Nikoli ne pride do tega, da bi recimo dizajner rekel make-up artistu naredi po svoje. Vedno so tudi njegove želje, ker je skladnost barv pomembna. No, jaz vidim, da se zgodovina dejansko ponavlja. Zdaj, ko smo toliko stare, smo tudi izkusili to. Ja, res je, v dobrem in slabem. Ja, draga Lorela, meni je bilo prav fajn s tabo poklepetati. Tudi meni super dobro in toliko stvari je še zapovedati, tako da z veseljem še kdaj. Z veseljem, tudi jaz. Hvala ti za tvoj čas. Hvala tebi.